Lepo pozdravljeni. Začenja se adventni čas. To je čas, ko razmišljamo o izročilu Božiča in tudi v Evropskem parlamentu v Bruslju smo že postavili praznično jelko. Naše delo pa kljub temu poteka nemoteno. Tako bosta v tem tednu zasedala oba moja odbora. Odbor za okolje bo zasedal v ponedeljek, torek in sredo, odbor pristojen za industrijo, raziskave, energetiko pa v sredo in v četrtek. Da, prav ste slišali, v sredo dopoldan bom imela sestanek obeh dveh odborov in to istočasno. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj so naši asistenti nepogrešljivi, saj se vedno dogovorimo, kdo bo na kakšnem sestanku in seveda morajo zelo dobro obvladati vsebine odborov, za katere so zadolženi. Veliko tem je tako imenovano horizontalnih, te teme se obravnavajo v več odborih hkrati in mnogokrat se zgodi, da odbora za okolje in za industrijo ter raziskave obravnavata določeno temo naenkrat. Takšna je recimo vsebina programa za opazovanje Zemlje. To je program, kjer opazujemo Zemljo predvsem z namenom okoljske varnosti in pa varnosti ljudi nasploh. Obsega več nivojev in sicer je en nivo vesolje, od tam se opazuje stanje na Zemlji s pomočjo satelitov, drug nivo je nivo držav članic, to je infrastruktura, ki opazuje določene parametre na lokaciji, no tretji nivo je pa seveda izkoriščanje in uporaba teh podatkov. Zlasti zdaj, ko se soočamo s problemom podnebnih sprememb, je pravočasna izvedba tega programa ključna, saj nam bo omogočila ustrezno prilagajanje na podnebne spremembe in pa tudi spremljanje tega, kako uspešni smo na področju omejevanja izpustov. No, ta program bo recimo spremljal parametre, kot so slanost oceanov, potem višina morja, hkrati ga bomo pa lahko uporabljali tudi za namene, kot je recimo primer razlitje nafte, pa poplave, požari, plazovi in podobno. Hkrati pa računamo, da bo uporaba teh podatkov omogočila tudi razvoj inovativnosti, odpiranje novih podjetij, predvsem je to priložnost za ljudi, ki delajo na področju raziskav in bojo torej pripravljeni razvijati svoj podjetniški duh in se preizkusiti na tem področju.